Pozdravljeni, danes sem za vas zopet pripravila napoved za vsa astrološka znamenja po vedski astrologiji Džotiš, ampak tokrat za dva konkretna premika, ki sta se zgodila ta teden. In to je bil premik Venere v znamenju Ovna, kjer se druži z Rahujem, in pa premik Marsa v znamenju Dvojčkov. Torej, naj najprej povem, da jaz upoštevam sideralni in etropski zodijak, kar pomeni, da upoštevam realno sliko neba, ker sem vedska astrologinja, torej Džotiš astrologinja, kar je zelo pomemben podatek. Ker če ne veste, kaj ste po Džotišu, torej po vedski astrologiji, ta je malo drugačna od zahodne astrologije, je dobro, da to pogledate, torej da greste to pogledat, to pa lahko naredite tako. Torej, če torej ne veste, kje imate, v katerem znamenju imate ascendent, luno in sonce po vedski astrologiji, lahko to izveste preko spodnjega linka, ki ga bom prilepila v opis. Ta link vas popelje na spletno stran, tukaj lahko izpolnite tabelico z vašimi rojstnimi podatki in na ta način pridobite te informacije. In potem seveda na ta način potem lahko tudi spremljate vse moje napovedi, mesečne napovedi, napovedi za konkretne premike, kot je na primer tale napoved, potem napovedi za velike premike planetov, na primer tako napoved bom naredila za premik Jupitra, ki se bo premaknil 22. aprila 2023, bom naredila napoved za vsa znamenja in pa seveda tudi druge napovedi, torej vse, ki jih jaz delam ali pa kdo drug, torej napovedi narejene torej po vedski astrologiji. Napovedi so narejene za torej vsa astrološka znamenja in jih delam glede na vaš ascendent, torej so narejena glede na vaš ascendent, luno, lahko pa seveda pogledate to napoved tudi glede na to, ki imate sonce. Torej, to je pač par informacij. Drugače sem Uršula, sem vedska astrologinja, sem tarot svetovalka, intuitivni coach. Pozdravljeni na mojem kanalu Oracle oči, Oracle of Light, Uršula za krajšek. Vabim vas, da se na moj kanal naročite, da ga všečkate, na ta način bo več ljudi videlo te moje napovedi. Vabim vas tudi, da še naprej spremljate moje napovedi po Džotišu, pa tudi po tarotu, ki jih delam. Lahko se vpišete tudi na moje novičke, greste na mojo spletno stran oracleoflight.org, tam izpolnite obrazac, ki je nekje na sredini, torej podrsate dol in ga boste našli. In seveda se vpišete na novičke in boste tako pridobili torej vse moje napovedi, torej napisane ali pa seveda posnete. Če boste se vpisali na novičke, lahko tako pridobite takoj tudi celoletno napoved za vsa znamenja za leto 2023 in pa tudi napoved za prestop Saturna, ki je še vedno zelo aktualen, saj Saturn v enem znamenju se nahaja kar 2 leti in pol in Saturn je torej na začetku tega leta januarja 2023 prestopil v novo znamenje, torej znamenje Kozoroga je prestopil v znamenje Vodnarja, tako da je to še vedno zelo, zelo aktualen prestop. Drugače pa lahko tudi za ta moj kanal prostovoljno darujete, seveda zato, da bom imela možnost delati te objave še naprej, da bom imela možnost torej še vedno snemati te moje napovedi in lahko mi pišete torej na mail, moj mail info@oracleoci.si, tudi to bom prilepila spodaj v opis, torej se mi javite, pišete na ta mail, napišete, da bi radi darovali in se dogovorimo. No, zdaj pa kar začnimo z našo napovedjo. Torej, najprej bom povedala nekaj splošnih informacij, torej o premiku Venere in pa seveda Marsa, torej Venere v Ovna, kjer se druži z Rahujem in Marsa v Dvojčka, torej v letu 2023. Torej, če pogledamo na splošno celotno sliko, je veliko planetih torej v znamenjih zraka in ognja, nekaj tudi vode, ni pa veliko zemlje, torej samo Pluton se nahaja v Kozorogu, to je seveda znamenje, zemeljsko znamenje, drugače se pa vsi ostali nahajajo torej v zračnih ali ognjenih. Torej, kaj to pomeni? To pomeni, da imamo zelo veliko idej, ki bi jih radi uresničili, da o teh idejah komuniciramo, se pogovarjamo, torej zelo veliko je podpore za to, ni pa toliko podpore mogoče, da te ideje tudi uresničimo.
Torej, poleg tega moramo v tem času biti pazljivi, da ostanemo prizemljeni. Torej, imeli bomo res te ideje, tudi malo nenavadne ideje, o katerih se bomo pogovarjali. To bo posebej prinesel Merkur, ki biva v ribah, kjer je debilitiran, in to nam vedno prinese neke ideje, ampak včasih so te ideje mogoče malo neuresničljive, ker Merkur v ribah je precej nepraktičen. Torej daje ideje, neke dobre ideje lahko, ampak velikokrat so nepraktične ali pa torej neuresničljive, a ne? Potem, torej, poleg tega, da bomo imeli veliko idej, bomo tudi čustveno zelo vzneseni, ampak kot sem rekla, bo včasih mogoče premalo možnosti za realizacijo, premalo podpore bo za realizacijo, torej da bi uresničili vse to, kar si bomo zamislili. Mogoče bo dobro, da počakamo, da se Venera premakne v Bika in potem bo pač več možnosti, da realiziramo nekaj, kar si bomo pa zamislili zdaj, ko je Venera v Ovnu, ker Venera v Ovnu pa pomeni nove začetke. Torej Venera se je premaknila v Ovna in to 12.3., to je bil ta teden. Tukaj se že nekaj časa nahajata tudi Uran in Rahu in Venera se bo tukaj nahajala do 6.4.2023, torej do začetka aprila. Torej Venera se bo premaknila v Ovna, s tem se krepijo te energije novih začetkov, kar že vse skozi poudarjam v teh mojih napovedih v letošnjem letu, ker se to že nekaj časa dogaja. Toplo pomlad, torej so ti začetki zelo izraziti, tako zdaj v drugi polovici marca in tudi na koncu, ker se Merkur premakne tudi v Ovna 31.3. in potem tudi v aprilu, ko se še 22. aprila tudi Jupiter premakne v Ovna. In bojo ti začetki, torej Oven predstavlja nove začetke. Torej ti začetki bojo res izrazitejši. Torej, ampak danes se bomo bolj osredotočili torej na Venero v Ovnu. Venera predstavlja lepoto, umetnost, ljubezen, odnose, kreacijo, tudi finance. Oven pa predstavlja pionirja, začetnika, predstavlja tudi pogum, moč, akcijo, avanture, ker mu seveda Ovnu vlada Mars in Mars pomeni akcijo, torej zagon, motivacijo, aktivnost. In zdaj, kaj nam to nasplošno nosi, torej kaj zdaj pomeni ta vstop Venere v Ovna, kjer pa seveda moramo upoštevati tudi to, da bo Venera tukaj povezana z Rahujem in Uranom. Torej, Rahu dostikrat predstavlja iluzije, majo, torej nekaj, kar pač si mi zamislimo, ampak mogoče v realnosti to dejansko ni tako, torej ta privid, maja in tudi Rahu je tisti, ki nas žene v nekaj, včasih tudi brezglavo. Torej, ker Rahu pomeni tudi strast za nekaj. Torej, je Rahu tisto, kar nas poganja naprej, strast, lahko pomeni tudi nemir. Pri Rahuju je zelo pomembno, da imamo fokus. Torej, ta kombinacija Venere, torej umetnosti, lepote, financ in Rahuja, strasti, nemira, torej to pomeni, da moramo imeti pri vseh teh zadevah, ki jih Venera predstavlja, če pogledamo zdaj čisto od začetka, torej neko osnovo, kaj Venera predstavlja, torej kot sem rekla, umetnost, finance, odnose, torej v teh stvareh moramo imeti fokus, če ne se bomo zgubili. To je čisto ena taka splošna in zelo pomembna informacija za ta tranzit. Zdaj pa, kaj bo to vse prineslo? Torej, ta Venera, torej skupaj z Rahujem, Uranom v Ovnu in posebej Venera, torej bo prinesla nove začetke, določene stvari se bojo lahko končno zmanifestirale. Zdaj, še posebej pa, ko bo se Venera premaknila v Bika. Pod vplivom Urana, močnega poriva energije Rahuja, ki pa tudi seveda vztraja, bo večja kreativnost, ustvarjalnost, torej zamišljali si bomo lahko dobre ideje in začeli nekako delati načrt, kako jih realizirati. In potem kasneje, ko se seveda Venera premakne v Bika, bomo imeli pa tudi to možnost, to podporo, da to tudi uresničimo. Zato bo to v bistvu začetek manifestacije.
Poslovno bodo cveteli tisti, ki se ukvarjajo z umetnostjo, lepoto, nego, glasbo, prodajo cvetja, lahko eksotičnega sadja, tisti, ki se mogoče prodajajo luksuzne predmete, parfume, ure, nakit. Zdaj, v tem času se moramo paziti prevelikega egoizma in zahtev zaradi lastnih želja, ker oven je na nek način egoist in v ospredje bomo postavili lastne želje, lastne interese. In zato seveda moramo se malo paziti, da ne bomo prezahtevni. V tem času nas drugi lahko razočarajo, vprašajmo se, če mi mogoče ne zahtevamo preveč. Sicer bomo vedeli, kaj hočemo, to bomo hoteli tudi uresničiti, ker bomo seveda usmerjeni na svoje cilje. Ne bomo pa mogoče v odnosih več pripravljeni toliko narediti kot prej, ko je bila na primer Venera v Kozorogu, v Vodnarju, ker so to v bistvu znamenja, ki so pod vplivom Saturna in takrat se je Venera bolj prilagajala, torej smo bili bolj nagnjeni k temu, da se prilagajamo drugim, da jih počakamo, da jih razumemo, zdaj pa to ne bomo več bili pripravljeni, ker bomo pa bolj usmerjeni nase, bomo bolj egoistični, bomo hoteli svoje stvari uresničiti in bomo mogoče, torej svoje cilje, stvari uresničiti in bomo mogoče malo prehitri, preimpulzivni. Zato se vam svetuje, da naredite načrt, strategijo, posebej z Marsom, ki se bo premaknil v dvojčka, in da sledite na ta način svojim ciljem. Torej ne prehitro, ne preegoistično, ampak počasi, torej preko načrta, preko strategije, da poslušate druge, da se potrudite, da jih poslušate, tako boste lažje dosegli cilje. Ker oven je tak, da hoče vse zdaj takoj in hoče po svoje, torej so mu njegovi cilji pomembni. Ampak če bomo tako delovali, bo to mogoče za druge ljudi prenaporno. Tako da naredite si načrt, naredite si strategijo in potem se lotevajte stvari. Potem veliko bo priložnosti, novi začetki bojo na voljo, veliko priložnosti, ampak tukaj moramo biti pazljivi, da ne bo pri teh ponudbah vmes tudi kakšna prevara, kakšne obljube, ki jih nekdo ne more izpolniti. Preberite vedno drobni tisk. Lahko tudi, da bomo mi sklenili pogodbo z nekom, ki jo ne moremo izpolniti. Zato je zelo, zelo pomembno, da ste v tem času realni, na tleh, da ste prizemljeni, da razmislite, da si naredite načrt in dobro strategijo, kaj boste naredili in seveda, da določite tudi čas. To bo zelo, zelo pomembno za ta čas. Torej, kot sem že prej povedala, samo Pluton je v Kozorogu, drugih planetov ni, torej ni toliko te zemeljske energije in zato bo nek načrt, kako doseči cilje, izjemno pomemben. Pazimo se v tem času tudi odvisnosti, posebej, če ste nagnjeni k temu, zato ker Rahu, Venera zelo vpliva tudi na odvisnosti, torej ljudje, ki imajo to povezavo v natalni karti, lahko večkrat posegajo po alkoholu, tudi po kakšnih drugih opojnih substancah, zato bodite v tej smeri malo bolj pazljivi. Je pa to dober čas, da se neke težave, ki jo imate, zaveste in jo tudi začnete reševati. No, potem smo pa zdaj tukaj pri Marsu, torej Mars se bo 13.3. se je, zdaj smo že 17.3. Torej Mars, ki predstavlja energijo, moč, pogum, akcijo, tudi nestrpnost, lahko tudi jezo, nasilje, se bo premaknil iz Bika, ki je zemeljsko znamenje in v katerem je bil kar dolgo, od oktobra, tukaj je bil tudi retrograden, to je bila kar težka energija, se bo zdaj premaknil v dvojčka, ki je bolj zračen in predstavlja bolj torej komunikacijo, govor, diplomacijo, posel, je bolj tak lahkoten mogoče, ampak ta njuna skupna energija pa je kar zahtevna, zato ker Mars pa Merkur, ki dvojčko vlada, nista ravno prijatelja in je to včasih težka energija, bo pa nekaterim znamenjem to tudi prineslo pozitivne izkušnje, bo to za njih dober tranzit, se bom potem posebej za vsako znamenje povedala, ampak lahko bo bil na trenutke tudi težak, tudi tukaj zelo, zelo pomembno, da ne ravnamo prehitro, da nismo nestrpni, ampak da si naredimo načrt.
Torej, za marsikoga bo lahko tale tranzit izziv, tako da pazljivo. Drugače dvojčka torej predstavljata v osnovi tretjo hišo, torej talentov govora, kratkih potovanj, bratov, sester, mlajših, socialnih omrežij, interneta, torej kot sem rekla, pisanja, govora. In zato bomo zelo nagnjeni, da bomo delovali v teh smereh, da se bomo teh stvari tudi lotevali ali pa razreševali te stvari. Torej seveda odvisno je tudi, kje ta dvojček pri vas stoji, torej v kateri hiši v vaši natalni karti je torej ta povezava, ta Mars, ki bo prišel v dvojčke, torej kje so dvojčki pri vas. No, ampak na splošno, kaj se bo dogajali, torej sprejemali bomo zdaj končno odločitve, ampak pazimo se tukaj pri hitrih odločitvah, torej oziroma prevelike hitrosti v odločitvah. Stvari se bojo končno premaknile, realizirale, ker bo včasih težko sprejeti. Zdaj, kot sem že prej povedala, zaradi debilitiranega Merkurja, ki temu dvojčku vlada, se lahko zgodi, da bomo nekatere ideje imeli zelo dobre, ampak bodo neuresničljive, ne bo dovolj podpore. In seveda počakajte na april, ko se Merkur premakne v Ovna in Venera kasneje tudi, torej v aprilu v Bika. Drugače se bomo pogovarjali odkrito, odkrivali bomo nove stvari, veliko stvari skritih bo prišlo na površje, veliko bo potovanj, ljudi bo potegnilo predvsem na kratka potovanja, ampak se bojo lahko pojavile težave na potovanjih, naprimer pri letalih. Torej, že to sem povedala že v marčevski napovedi, da se bo lahko dogajalo kaj v zraku in kot vidimo, se je zgodilo v povezavi z Ameriko, Rusijo. Torej, so se zadeve zgodile v zraku, če ste kaj spremljali poročila. Tako da se je dejansko to realiziralo, da so bile torej neke zadeve v zraku. Jaz upam, da to ne bo še bolj izrazito, da ne bo še kakšnega napada ali pa se ne bo še kaj podobnega zgodilo. Torej, Mars bo drugače v Mrigašeri, v zvezdi v Mrigašeri, kjer bomo nagnjeni k temu, da bomo mogoče se želeli preseliti ali bomo prenavljali kaj v našem domu. To je zdaj mogoče tudi spet odvisno od tega, kje boste imeli tega Marsa v dvojčkih. Drugače bomo pa iskali stvari, tako da pazite, da stvari ne boste izgubljali. Kasneje marca, ko se Mars premakne v Ardro, to bo pa tudi zelo zanimiv premik. Zakaj? Ker nas čaka deževje, lahko tudi poplave, nesreče, nevihte. To bo tak precej buren čas v naravi. Hvala Bogu, da nimamo tornadov, nismo mi ravno področje v Sloveniji, torej kjer bi bili prisotni tornadi, ampak tam, kjer pa je sezona tornadov, tam bi pa lahko tudi prišlo do česa takega. Posebej to izrazito, ker je Neptun v ribah in to seveda predstavlja vodo, veliko vode. Pluton je pa seveda v gibljivi zemlji in kaj bi to lahko sprožilo? Lahko bi sprožilo plazove. Plazove, torej Pluton je v gibljivi zemlji, v Kozorogu, torej premikanje zemlje in seveda pri vsem tem deževju bi lahko nastali tudi plazovi. Tako da to bo kar precej v ospredju. Zdaj bi šla pa kar naprej torej na napoved za vsa znamenja. Torej, kaj bo vam torej prinesel ta premik Venere v Ovna, kjer se bo družila z Rahujem in Uranom, in pa premik torej Marsa iz Bika v dvojčka. Tako, iz Bika v dvojčka. Kaj bo zdaj to prineslo znamenjem? In gremo kar na prvo znamenje, to je Oven. Torej, Oven, kaj to vam prinaša? Če imate Luno v Ovnu, če ste v ascendentu Oven ali imate Sonce v Ovnu, potem kaj vam te dva tranzita prinašata? Torej, Venera je na vaši Lagni, torej skupaj z Rahujem in Uranom. In kaj to prinaša? Prinaša vam več ustvarjalnosti, vam pa lahko prinese nekaj težav v odnosih,
na splošno in pa v partnerstvu, če ste vezani. Predvsej boste usmerjeni v svoje cilje in zato je tukaj dobro, da pazite, da ne pozabite drugih. Pazite, da ne boste preveč usmerjeni v svoje cilje, ker boste imeli svoje želje, svoje interese, boste želeli to uresničiti, ampak v tem procesu bi se pa mogoče vaš partner lahko počutil malo zapostavljenega. Zato pazite na čustva v partnerstvu, da partnerju pokažete dovolj pozornosti, dovolj čustev, drugače bi vam res lahko partner očital, da se posvečate samo sebi in da ste na njega pozabili. Torej, predvsem boste tudi denar zase porabljali, v tem času lahko nekaj nadgradite, lahko pa ta povezava prebudi tudi ljubosumje vas na druge, želeli boste sebe polepšati, mogoče boste spremenili pričesko, nekaj boste spremenili na vašem videzu, torej, predvsem boste se želeli polepšati. Torej, za ženske to pomeni, da boste lahko obiskali frizerko, torej, da boste obiskali kozmetičarko, torej, veliko željo boste imeli, da se polepšate. Določene stvari ne boste videli jasno, tako da bodite previdni v tem času in pa paziti boste morali na določene zadeve, naprimer, da nek problem, ki bi bil lahko manjši problem, ne naredite večji, kot je v resnici. Torej, tukaj pazite, naredite si načrt, postopoma delujte, tudi, torej, ker boste imeli tako veliko željo uresničiti vse vaše cilje, je tukaj zelo dobro, da si naredite nek načrt in greste po korakih in tako tudi ne boste pozabili na druge ljudi, na partnerja, če ste vezani, oziroma na družinske člane. Paziti se morate v tem času nepravilnih odločitev, drugače pa tisti, ki se ukvarjajo z umetnostjo, nego, luksuzom, modo, bodo zelo, zelo uspešni, ker bo ta Venera prinesla to, na Lagni, torej v prvi hiši. No, Mars bo pa v vaši tretji hiši, kar vam pa prinaša več hrabrosti, torej več poguma, tudi veliko navdušenja nad stvarmi, zelo vas bodo zanimala kratka potovanja, veliko boste potovali, torej od prijateljev do znancev, potem lahko boste obiskali mlajšega brata, sestro, želeli boste iti v komunikacijo, izjemno boste komunikativni, ampak pri komunikaciji pazite, da ne boste kakšne stvari rekli, mogoče kakšno neprimerno stvar, ali pa da ne boste govorili preveč. To bodite predvsem pazljivi v odnosih s sosedi, znanci, tudi brati, sestrami, da ne boste mogoče kakšno stvar bleknili, rekli, ki bo neprimerna. Pazite se sporov, sosedi, torej brati in sestrami in znanci. Drugače boste pa veliko energije usmerjali v hobije, zelo boste kreativni, lahko da boste delali novo spletno stran, aktivni boste na socialnih omrežjih, na internetu. Torej, ljudje, ki so na internetu, influencerji, se pa v tem času lahko srečajo s kakšnimi težavami, kakšnim sovražnim govorom, lahko pa tudi težavami s tehniko, naprimer s snemanjem takihle videov. Tukaj se ne bojte, ste zaščiteni, torej neke stvari bojo prišle v ospredju, posebej v povezavi z vašimi mlajšimi brati in sestrami, tudi povezavi s prijatelji in zato seveda, kot sem že prej rekla, se pazite prevelike hitrosti, ne samo pri govoru, da ne boste rekli kaj neprimernega, ampak tudi pri vaših odločitvah. Pazite tudi na potovanjih, v poslu boste malo vznemirjeni, ker boste zelo hitri, boste zelo usmerjeni v cilje in boste hoteli na hitro nekaj rešiti. To pa seveda ne gre in zato, kot sem rekla, tukaj vam bo pomagal dober načrt, dobra strategija in potem boste uspešni. Torej, želeli boste začeti na novo, lotili se boste lahko nekega novega projekta in če boste naredili dober načrt, boste v tem projektu tudi zelo, zelo uspešni, ker imate veliko podporo, boste zelo kreativni, vaši talenti bodo v ospredju, tako če se boste tega držali, kar sem vam rekla, je uspeh na dosegu vaše roke. No, potem pa gremo naprej k bikom.
Torej, če imate luno v biku, če ste v ascendentu bik ali imate sonce v biku, potem je to v bistvu za vas tranzit, ko boste nekako vi kot oseba stisnjeni med zahtevami v družini in delom v družini. Po drugi strani pa zahtevami vašega partnerja. In pa mogoče vas samih, torej kako se boste vi počutili, ko boste tudi želeli določene stvari narediti po svoje ali pa biti mogoče samo sami, ampak boste obremenjeni, ker bojo pa vaši družinski člani od vas nekaj zahtevali ali bo pa delo vas čakalo in vas bo to vznemirilo. Tako da boste nekako stisnjeni v tem obdobju, tako da to je mogoče za vas težji tranzit, ampak če boste naredili dober načrt, če boste delovali po korakih, potem za vas to ne bi smelo biti pretežko. Zdaj, Venera je v vaši 12. hiši, vam nosi neke zaključke v odnosih, v partnerstvu. Nekatere stvari boste zdaj končno privedli do konca, torej ne samo pri partnerstvu, če ste vezani na splošno v odnosi, vam to kaže. Lahko boste pripeljali do zaključka tudi nek odnos v družini, torej nek odnos z sestro, bratom, mamo, očetom. Lahko boste imeli težave pri spanju, tukaj pazite, lahko bi imeli tudi zelo žive sanje, veliko sanj boste imeli, ker vam bo vaša podzavest določene stvari želela sporočiti. Potem v tem času vas lahko čaka neko potovanje, tukaj se pazite kakšnih nepredvidljivih stroškov, lahko tudi prevar, da bi mogoče zakupili neko potovanje, pa boste potem doživeli v zvezi s tem neko prevaro. Tukaj bodite zelo pazljivi. Pa izgube denarja in mogoče boste na nek način izgubili denar, ko sploh ne boste vedeli, kako ste ga izgubili. Ne boste niti vedeli, torej na kakšen način in kako se vam je to sploh zgodilo, tako da to ni najboljši čas za investicije. Boste pa imeli dobre ideje, tako da naredite dober načrt, tudi za stroške v prihodnosti, torej kam date denar, zakaj ga porabite, torej tukaj naredite načrt in pojdite po korakih in se naravnajte na praktično delovanje, bodite praktični. V tem času bi vam lahko tudi nek star problem priplaval na površju, površje je lahko neka zdravstvena zadeva, drugače pa pazite na zdravje, pazite na pritisk. Ni dobro, da jeste kakšnih pekočih stvari, pa tudi sladkorjane. No, pekočih zaradi tega, ker imate Marsa v drugi hiši, torej se morate tukaj paziti na te stvari, torej ne jesti preveč pekoče, ne preveč kalorične hrane, ne preveč sladkorja. Pazite na težo v tem času. Drugače vam pa ta Mars v drugi lahko prinese potovanja, lahko s partnerjem. Nekdo iz družine bi lahko šel na potovanje v tujino ali pa bo k vam prišel nekdo iz tujine na obisk. Lahko kakšen družinski član. Potem v odnosu do otrok boste verjetno bolj zaščitniški. V tem času se boste spraševali, koliko naredite za družino, včasih se vam bo zdelo, da preveč naredite in zato bo tudi ta stisnjenost prisotna, ker vas bo čakalo veliko dela in se boste mogoče jezili zaradi tega. In tukaj je dobro, da si torej naredite načrt, da greste po korakih in postopoma seveda delate naloge, nekaj lahko pa tudi svojim otrokom date, da naredijo in potem bo ta jeza ne bo več tako velika. Torej naredite načrt z otroci, pa naj vam pomagajo pri nekih družinskih opravilih. Lahko bi bile v družini torej spori, lahko bi bili spori, torej glede teh opravkov v družini in zato to energijo, torej bolje, da ne date v konflikt, v spor, ampak da to energijo porabite za to, da skupaj z otroci, s partnerjem naredite načrt, kdo bo kaj naredil. In pa da tudi potem določene stvari doma uspešno naredite. S partnerjem bi lahko v tem času tudi kaj kupili, torej imeli boste nove priložnosti v poslu, v tem času tudi bo podpora od vašega očeta, večja podpora.
In pa posel vaš vam lahko prinese tudi finance. Tako da finance bojo, ampak pazite se tudi stroškov, takih torej nepredvidljivih. Zdaj, posebej, če ste v kakšnem poslu, da se ukvarjate z avtomobili, da ste inženir, da se ukvarjate z nepremičninami, vam ta tranzit lahko prinese več denarja, torej večjo vsoto denarja tudi. Tako da ja. No, potem gremo pa kar naprej na dvojčke. Torej, dvojčki, če imate luno v dvojčkih, če ste v ascendentu dvojček ali pa če imate sonce v dvojčkih, torej Venera bo pri vas v 11. hiši. To je izjemen tranzit za finance. Torej, materialno je to res dober tranzit, ker k vam prihaja več denarja, torej večji dotok denarja. Posebej, če se ukvarjate z umetnostjo, glasbo, lepoto, nego, če prodajate luksuzne predmete ali kaj podobnega. Torej, bo k vam prišlo več denarja in tudi na splošno. Potem to je tudi dober tranzit za prijatelje. Pazite se sicer prevelikih želja, ambicij. Imeli boste v tem času tudi precej stroškov, torej boste imeli več denarja, ampak boste imeli tudi več stroškov in pazite, da ne boste preveč zapravili. Potem pazite se tudi prijateljev, ki naven torej se kažejo kot določene osebe, pa v resnici taki niso. V tem času boste srečali več ljudi, boste imeli stika z več ljudmi, lahko prijatelji, znanci, lahko boste srečali nove ljudi. In lahko boste doživljali tako kritike kot pohvale. Zdaj, določeni ljudje bi vas lahko zavedli, zato bodite pazljivi, ker to bi pri vas lahko povzročilo negotovost in zato seveda pazite, komu zaupate. Niso vsi ljudje prijatelji in ne bodo vam vsi ljudje prijatelji in ne želijo vam vsi dobro. Torej, to ta tranzit pač prinaša, ne? In seveda boste lahko imeli stroške tudi zaradi tega, ker se boste veliko družili. Boste veliko zapravljali. Drugače vam pa ta tranzit, torej Venera v 11. nosi srečo z družino, z otroci, to je tudi dober tranzit za študente, ampak seveda se vam svetuje, da ne reagirate prehitro, da ste pozorni, da naredite načrt, kar je pa seveda posebej vedno pomembno pri Marsu, ker Mars pomeni strategija, načrt in Mars bo v dvojčkih, v vaši prvi hiši in zato bo za vas zelo, zelo dobro, da pri stvareh, ki jih želite narediti, naredite načrt. In ta načrt vam bo omogočil, da ne boste prehitri, da ne boste preimpulzivni, ker torej Mars v vaši prvi hiši vam bo dal veliko energije, veliko poguma, ampak vam bo dal lahko pa tudi nestrpnost, tudi nezadovoljstvo, jezo. In če boste tega Marsa, torej to njegovo energijo, ki zdaj konkretno se veže na nas, kontrolirali, se umirjali, bo za vas lažje. In zato bi bilo zelo, zelo dobro, da se v tem času lotite neke aktivnosti, športa, da ste bolj potrpežljivi, da ne delujete prehitro. In kot sem že prej rekla, da naredite strategijo. Posebej to velja za vaš posel, torej tisto, kar delate, da si naredite na poslu dober načrt, da stvari opazujete, da ljudi opazujete in na podlagi tega naredite torej nek načrt in boste seveda bolj uspešni, ker na podlagi tega, kar želite uresničiti v poslu, v povezavi z drugimi, torej če si boste naredili načrt, neko strategijo, boste šli po korakih, vam bo to prineslo uspeh, drugače boste pa delovali prehitro, ker ta Mars bi to vam lahko seveda naredil, ker to je pa energija v nas. Drugače bodo vaše obveznosti precej povečane v tem času in pazite, da ne izgorite. Želeli boste tekmovati z drugimi, želeli boste biti uspešnejši in seveda to lahko privede do izgorelosti. Zato se vam v tem času res svetuje, da spoštujete svoje meje. Ta tranzit vam lahko prinese tudi to, da bi nekateri ljudje tudi do vas bili bolj nestrpni, da bi bili lahko celo sovražni in boste doživljali kritike zagotovo. Boste pa tudi doživeli pohvale, tako da dajte se osredotočiti na tisto, kar je pozitivno in dobro. Torej, bodite pazljivi, pozorni, kontrolirajte svojo energijo,
kontrolirajte vaše impulzivne reakcije, katerim boste v tem času nagnjeni, bolj opazujte, počasi delujte in boste uspešni. Ker imate zelo veliko energije in lahko naredite tisto, kar ste si zastavili, če boste seveda delovali pravilno, po korakih in če ne boste prehitri. Torej, to je tranzit, ki vam omogoča res, da veliko naredite, če boste sledili nekemu načrtu. Drugače pa lahko pač ta energija privede do nekega spora, ki ga boste seveda pa potem težko rešili. No, potem smo pa zdaj že pri rakih. Torej, raki, to je za vas zelo pomembni tranziti, tako Venera kot tudi Mars. Torej, Venera se nahaja trenutno v vaši 10. hiši, prinaša vam več kreativnosti na poslu, tudi več strasti, veliko novih priložnosti. Pojavile se bojo neke dobre priložnosti, ki jih boste težko zavrnili, ali pa mogoče celo ne boste mogli zavrniti, ampak se pazite, da ne bojo te priložnosti nepraktične. Lahko bi bila tudi kakšna prevara pri teh priložnostih, zato seveda preberite drobni tisk, bodite pazljivi, pogovarjajte se in boste potem v tem pogovoru ugotovili, ali je to za vas res tisto, kar potrebujete, ali je to za vas dejansko dobra priložnost ali ne. Zelo dobro boste v tem času v poslu delali ženskami, žensko populacijo. Drugače boste na poslu pa imeli velike cilje, pazite se, da ne bojo preveliki, ker vas bo vodila strast na poslu. Torej, boste želeli res uresničiti neke svoje dolgoletne cilje, dolgoročne cilje, boste zelo usmerjeni v to, veliko energije boste dali v to, ampak kot sem rekla, bodite pazljivi, torej, da vas ne bo preveč zaneslo. In pazite se tudi prevelikega egoizma na poslu. Torej, tukaj bi seveda, ko boste vi boste zelo, zelo usmerjeni v posel, bi se vaša družina lahko čutila tudi malo zapostavljena, saj boste morali delati več, pazite se nekih obljub, ljudje vam lahko nekaj obljubijo, pa tega ne bojo mogli izpolniti, zato bodite pazljivi torej v tej smeri. Mogoče glede denarja, da bojo na primer obljubljali, da boste šli, torej vam bodo dali neko priložnost, da greste v nek posel, vam bodo obljubljali več denarja mogoče, kot vam lahko v resnici dajo, zato bodite torej tukaj pazljivi. Denar bo prišel, torej denar bo, samo mogoče ga ne bo toliko, kolikor vi pričakujete, da denar boste precej tudi porabili za posel, zato se pazite kakšnih nepredvidljivih in večjih stroškov v službi, v poslu, boste ta denar tudi dali za napredek, za razvoj in zato je zelo dobro v tem času, da začrtate svojo pot, ker za vas je to priložnost za nov začetek v poslu in seveda šli boste v neko novo smer in ta smer vam bo prinesla na dolgi rok olajšanje in tudi uspeh in napredek. Torej, zelo uspešni boste tisti, ki se ukvarjate z modo, z umetnostjo, z prodajo luksuznih predmetov, interjerjem, vastujem, lasmi, torej frizerke, kozmetičarke, tudi medicina, računalniki, torej vse, kar seveda predstavlja Venero in pa seveda tudi Rahuja. Torej, Venera seveda lepota, odnosi, finance, Rahu pa privid. In seveda mi, ko se lepo uredimo, ko gremo frizerki, kozmetičarki, na nek način ustvarimo neko sliko nas, ki je mogoče lahko privid. Zato bodo ti ljudje, ki se s tem ukvarjajo, zelo uspešni v tem času. No, potem pa seveda Mars je pa pri vas v 12. hiši. Zdaj, za vas rake je Mars zelo pomemben planet, ker vlada vaši 10. in 5. in je šel seveda zdaj v 12. To pomeni, da vas lahko potegne v daljša potovanja, to bo zelo v ospredju. Predvsej bo aktiviran vaš podzavestni in mogoče boste včasih imeli občutek, da si zaslužite več, kot dobite, da si zaslužite več in bolje, kot ste dobivali do zdaj.
ker tukaj v 12. hiši je ta Marsova energija mogoče malo zavrta, tako da mogoče bo tistim, ki so v tujini, težko, tudi študentom, ki so v tujini, da težji občutki vas bodo prevevali, domotožje. Drugače bi pa nasplošno lahko imeli občutek osamljenosti tudi vsi ostali. Pa tudi nek občutek, da morate vse narediti sami. Torej, da ste osamljen bojevnik, ker Mars je bojevnik. To je tudi dober čas, da bi se odločili lahko za študij v tujini, ker tukaj imate veliko podporo. Podporo bodo imeli v tem času tudi ljudje, ki delajo v tujini, ljudje, ki delajo v zaprtih ustanovah, naprimer kakšni kirurgi predvsem, ali pa policisti. Ostali pa bodo imeli občutek osamljenosti, ali boste imeli občutek osamljenosti, občutek, da se borite sami. Drugače pa v poslu ta tranzit tudi, seveda, kot sem že prej rekla, že pri Veneri v 10. hiši, pa z Rahujem in tem Marsom v dvojčki v 12. vam lahko prinaša večje stroške v poslu. Zato bodite tukaj pazljivi. Zelo dobro je v tem času, da ste aktivni, da hodite na sprehode, da veliko razmišljate, veliko delate, ker bolj boste aktivni, manj boste imeli teh občutkov osamljenosti, teh občutkov, da si zaslužite več, teh težjih občutkov. Okupirajte se s stvarmi. Ne bodite brez dela, ker če boste brez dela, boste nemirni. Pazite tudi tisti, ki imate visok pritisk, tisti, ki imate težave z dihanjem, ta tranzit bi vam lahko prinesel tudi težave s spanjem, tako da na tem področju bodite bolj pazljivi. No, potem imamo pa tukaj leve, torej tisti, ki imate luno v levu, ste v ascendentu lev ali imate sonce v levu, torej vaša Venera je v 9. hiši, torej to je hiša sreče, tako da to je v bistvu dober tranzit. Sledili boste neki svoji strasti, posebej na poslu, je pa res, da je vprašanje, ali vam ta strast, mogoče nek hobi, ki ga delate res radi, lahko prinese tudi finance. Torej, mogoče bo tudi tukaj prisoten nek privid, da boste menili, da vam ta strast za nekim delom lahko prinese tudi denar, ampak mogoče to ne bo tako. Torej, ta strast vam verjetno ne bo zagotovila dovolj materialnih sredstev, se pa bodo zgodile spremembe v poslu, ampak mogoče te spremembe ne bodo tiste prave spremembe. Mogoče boste imeli občutek, da lahko naredite neko spremembo, ampak bo to v tem času za vas dejansko težko izvedljivo. Lahko se vam zgodijo potovanja povezana s kariero, drugače sreča bo na vaši strani. Pazite se iluzij, kratkoročnega uspeha tukaj ne bo, potreba se bo potruditi za naprej, če boste želeli uspeh. Pazite se kakšnih opojnih substanc, alkohola naprimer, posebej, če imate v vaši rojstni karti povezavo Rahu v Venera, potem morate biti posebej pazljivi na to. Drugače pa to bi bil lahko čas, ko bi se lotili nekega novega izobraževanja, torej predvsem študijev na univerzi, bi bil to lahko zelo tak pozitiven čas za vas. Drugače pa to seveda je dobra povezava za posel, je uspeh v poslu samo dolgoročno, tako kot sem že prej rekla, dolgoročno in s trudom. In pa seveda tudi, da boste pokazali nek pogum v poslu, tudi to vam bo prineslo uspeh. No, potem pa Mars je pa pri vas v dvojčki v 11. hiši. Zdaj, Mars je drugače zelo pomemben planet za vas, ker vlada vaši sreči in seveda vam to prinaša več prihodkov. Torej, to je zelo, zelo dober tranzit za vas glede prihodkov, denar bo prišel k vam. Drugače je to tudi zelo dober tranzit, ker Mars vlada tudi vašemu očetu, mami, in od njih boste imeli zagotovo zaščito, podporo, mogoče vam bosta tudi mama, oče, če ste mlajši, dala denar. Drugače pa denar zagotovo prihaja k vam. Prinaša vam tudi več energije za prihodke, tudi za prijatelje. Torej, materialno je to res izjemno dober tranzit. Lahko vam ta tranzit prinese nek stalen dotok denarja. Poleg tega boste v tem času srečali veliko pomembnih ljudi, ki vam lahko dajo zelo dobre nasvete.
in tudi podporo, ta pravo, ki jo potrebujete. Želje se vam bodo v tem času končno uresničile, že nekaj časa se borite za neke določene stvari, želite določene stvari, pa do zdaj nekako ni to prišlo do vas, zdaj pa končno boste neke želje, ki so že dolgo prisotne, končno se bojo uresničile za vas. Tako da to je za vas dober tranzit. Tudi, če imate kakšen spor s prijatelji, znanci, tudi mamo, očetom, mogoče se bo to vse dobro končalo in bo harmonija prišla v vaše življenje. To je v bistvu za vas čas ozdravitve. Dober tranzit je to za vas. Edino, kar bi bilo za vas problem, bi bila lahko neka težja odločitev, ki jo boste morali sprejeti, zato dobro razmislite in upoštevajte nasvete, ki vam jih bodo dali ljudje, ki vam bodo želeli dobro. Mogoče glede na svete za kariero bi bilo dobro, da počakate, da se Venera v aprilu premakne v Bika in se potem dokončno odločite. No, potem imamo pa, oziroma smo že pri devicah. Torej, device, kaj pa vas čaka? Torej, pri vas je Venera z Rahujem v 8. hiši. Torej, ta Venera tukaj vam prinaša več čutnosti v partnerstvu, prinaša vam več želje po neki, po izražanju ljubezni, konkretno v tem smislu, a ne? Potem vam prinaša tudi neko željo po materialnih dobrinah, torej želeli boste več materialnih dobrin zase, zato tukaj pazite, da vas ne zanese. Vam pa ta tranzit lahko prinese tudi probleme v zakonu. Imeli boste drugače veliko priložnosti za neka nova poznanstva, tudi za investicije, to je lahko zelo dober čas za investicije, lahko zelo dobro investirate v določene stvari, ampak verjetno ne boste imeli čas, da v teh investicijah uživate. To pomeni, če boste neko stanovanje kupili ali pa šli na neko luksuzno potovanje, verjetno boste morali na tem potovanju delati ali pa za stanovanje mogoče ne boste imeli čas, da greste tja in uživate v tem stanovanju. Ne vem, mogoče, če si boste v morju kaj kupili ali pa kje drugje. Dobili boste v tem času večjo vsoto denarja, ki jo lahko investirate za naprej, ker se bo to vam dobro obrestovalo. Drugače pazite pri daljših potovanjih, pazite tudi pri izobraževanju in tudi pri družini, torej v družinskih odnosih bodite bolj pazljivi, predvsem pri mlajših bratih, sestrah, ker bo prinesel tudi ta Mars v dvojčkih, to bom še potem povedala. V družini bi dejansko lahko prišlo do nekih prepirov, do nekih nasprotovanj. Zelo pazite, kako se pogovarjate s partnerjem in pa tudi lahko bi prišlo do kakšnih nasprotovanj v poslu, kjer imate lahko kakšne skrite sovražnike, zato pazite, da ne odkrivate svojih ciljev, da ne odkrivate svoje skrivnosti, torej bodite bolj skrivnostni do drugih, ne govorite o svojih načrtih. Tudi očetovo zdravje bi bilo dobro, da pazite na očetovo zdravje, torej njegovo zdravje bi lahko v tem času bi bil lahko bolj občutljiv. No, Mars v dvojčkih, kot sem rekla, pa seveda vam pa prinaša sicer več energije na poslu, daje vam več poguma na poslu, več samozavesti, tudi več priložnosti, imeli boste možnost, da rastete v karieri, drugače boste pa v poslu dobili več odgovornosti, ker bi vas mogoče lahko na nek način tudi razjezilo in bi bili lahko nestrpni. Tukaj je zelo pomembno, da si v poslu naredite neko dobro strategijo, načrt, da postopoma delujete po korakih in potem boste tudi uspešni, ker energije boste pa imeli več v poslu, da določene stvari naredite in zato je dobro, da naredite načrt in da greste po korakih in potem boste uspešni. V ospredju bo, naprimer, kako vas drugi vidijo v poslu, v odnosih se pazite nezrelosti, torej ne reagirajte prehitro in torej, če boste naredili načrt, če boste bolj potrpežljivi, da boste stvari bolj opazovali, da ne boste določene stvari izražali jezno, prehitro, boste potem uspešni, ker ta Mars vam daje veliko energije, da neke stvari dokončate v poslu,
da naredite več, kot naredite po navadi. Ampak, če boste prehitri, preveč nestrpni, se to potem lahko, se to lahko izrazi tako, da kaj naredite narobe, kakšno napako v poslu, ali se pa lahko zgodi, da se s kom sprete, ker boste prehitri. Tako da tukaj bodite pazljivi in če ne boste prehitri, če boste bolj strpni, potem se vam bojo pa stvari dobro odvile. Torej, ne reagirajte prehitro in tudi ne reagirajte na vsako stvar, raj počakajte. Imate neke spremembe v poslu, se vam bodo zagotovo dogajale, lahko pri komunikaciji, papirjih, tudi pri spletnih omrežjih, na internetu so neke spremembe tukaj prisotne. Torej, zagotovo vas čakajo neke spremembe v poslu, nekatere stvari boste morali spremeniti, če boste hoteli uspeh in tudi seveda spet pride potem v ospredje, če boste imeli dober načrt pri teh spremembah, potem bodo te spremembe torej se dobro odvile. Drugače pa ne, a ne? Potem spremembe bodo tudi v odnosu do mlajših bratov, sester, zaradi njihovega statusa. Tukaj pazite, da ne boste reagirali prehitro, da se ne sprete z brati, sestrami. Zaupajte v višje dobro. In seveda, kot sem že prej povedala in se skozi govorim, torej delajte svoje naloge previdno, načrtno, premišljeno in po korakih. In potem vas čaka uspeh. No, potem gremo pa na tehtnice. Torej, tehtnice, če ste v ascendentu tehtnica, če imate luno v tehtnici ali sonce v tehtnici, torej imate to Venero v 7. hiši, torej to vam pomeni, da lahko najdete nekega novega, pravega partnerja, se zapletete v neko strastno romanco, ljubezni bo več. Je pa res, da je pa tale tranzit mogoče pa bolj naporen za tiste, ki pa že imate partnerja. Zato, ker se pa pač lahko pojavijo neke iluzije v odnosih. Posebej se lahko neke težave pojavijo, če boste vi, na primer, se zapletli z nekom drugim. Zato, ker ta Venera vam lahko prinese neko novo ljubezen in zdaj, če ste že prej v vezi, če ste bili že prej v vezi, seveda to potem lahko prinese neko težavo v odnosu do tega vašega partnerja od prej. Ker v tem času boste privlačni za druge, boste atraktivni v druge, torej lahko se zapletete v neko strastno romanco, seveda, če ste že vezani, morate biti pazljivi. In to bi seveda lahko prineslo probleme v partnerstvu, lahko bi se pa problemi v partnerstvu pojavili tudi zaradi kakšnih drugih stvari. Torej, zaradi kakšnih sprememb, ki prihajajo k vam osebno, torej, mogoče doživljate neke spremembe, mogoče glede kakšnega šolanja, potovanja in bi to mogoče lahko prineslo tudi težave v partnerstvu. Drugače je to dober čas za posel, torej tudi za novo poslovno partnerstvo, lahko boste srečali nekoga, ki bo hotel z vami poslovno sodelovati. Ampak to bi bilo zelo dobro, da bi bilo to poslovno sodelovanje za daljši čas, ne za krajši čas, ne bo tako uspešno. Včasih boste nemirni, zaradi odnosov bi bili lahko v tem času tudi raztreseni, bodite v odnosih odkriti, povejte stvari, ampak seveda pazite, da ste v govoru premišljeni, da poveste, torej, da ste strpni, zmerni, ampak tudi odkriti. Je pa seveda Venera predstavlja tudi neko zdravljenje in pomeni, da se neki odnosi iz preteklosti lahko zacelijo. Torej, pri vas. No, Mars je pa seveda v dvojčkih, v 9, kar je pa za vas zelo dober tranzit, ker vam aktivira srečo in boste srečnejši tako v povezavi z družino, kot tudi lahko v povezavi s partnerjem, če boste seveda, kot sem prej rekla, strpni, previdni v pogovoru s partnerjem, če boste tudi njegove želje upoštevali, potem bi ta odnos bil pa lahko srečnejši. Lahko bi tudi nepričakovano potovali k partnerju, lahko bi potovali k družini. To je dober čas tudi, če se na primer odločate za izobraževanje, je to zelo dober tranzit za to. Pa dober tranzit je to tudi za
prihodke, ampak pazite se stroškov. Torej, imeli boste stroške, mogoče z nekim potovanjem, kjer boste verjetno potovali ali k družini, k nekemu družinskemu članu ali pa k partnerju ali pa k neki osebi, v katero se boste zaljubili. Drugače je to zelo dober čas, da določene stvari spustite, ker je to v bistvu za vas tranzit zaključevanja. To pomeni, da boste tudi neke naloge lahko dokončno zaključili, neke projekte. Drugače bo v ospredju tudi zdravje vaše mame, vašega očeta. Torej, vaša mama, vaš oče bi morala v tem času posebej paziti na zdravje. Seveda pa pazite tudi v govoru, pazite v komunikaciji in pazite, koliko zapravljate, torej pazite na denar. No, potem smo pa že naprej, so pa tukaj že škorpijoni, kaj pa vas čaka v teh tranzitih. Torej, Venera je v vaši 6. hiši, lahko vam prinese to težave v partnerstvu. Torej, seveda za škorpijone to velja, če imate luno v škorpijonu, ste v ascendentu škorpijon ali imate sonce v škorpijonu. Torej, Venera je v 6. hiši, torej lahko se pojavijo neke težave v vezi partnerstvu, lahko tudi neka sovražnost. Torej, povezava v 6. ustvarja sovražnike. Lahko ustvarja tudi zdravstvene probleme, lahko bi imeli vi težave z zdravjem ali pa vaš partner. Lahko bi bili to neki kronični problemi. In zelo velika želja bo pri vas, da te probleme rešite. Torej, želeli boste najti rešitve za te probleme, torej v povezavi z vami ali pa vašim partnerjem, če ste v vezi, ampak te rešitve bi se vam lahko v tem času tudi umikale in mogoče v tem času ne boste našli rešitve, ampak če boste se fokusirali na problem, če boste naredili dober načrt, če boste postopoma delovali, se bo s časoma rešitev tudi pokazala. Torej, nekako ni to čas, da bi tekli za nekimi neuresničenimi željami, torej za željami, ki si jih nekako želite, pa so v resnici neuresničljive. Tukaj je bolje, da si prihranite energijo. Pazite pri rutini in ne vpletajte se v spore in konflikte, posebej na poslovne s sodelavci. Pomagajte drugim, bodite potrpežljivi, tudi pazite pri govoru in ne govorite drugim stvari, ki bi jih lahko prizadele. Bodite posebej pazljivi, če se na primer ločujete ali pa če imate kakšne pravne spore, ker dejansko ta tranzit tukaj lahko ustvarja sovražnike. Venera v 6. se ne počuti najbolje, ker je v osnovi torej to 6. hiša, devica in je Venera tukaj debilitirana in zato to ni ravno dober tranzit za vas. Pazite se pa tudi kakšnih odvisnosti. Torej, če imate težave s kakšnimi odvisnostmi, potem bodite tudi posebej pazljivi, ker vam to lahko povzroči večje težave in to kronične težave z zdravjem. No, vaš Mars bo v 8., torej posebej je za vas pomembno, da se držite neke rutine glede zdravja, da pazite na zdravje. Drugače vam pa ta tranzit prinaša neke spremembe, več jeze in pa mogoče neke strategije, načrte, ki jih drugi ne bojo razumeli. Torej, vi boste vedeli, zakaj se gre, drugi pa ne. Druge bi pa to mogoče lahko vznemirilo. Torej, če imate na poslu nek problem, pa boste naredili za to načrt, boste vi vedeli, kaj to pomeni, drugi pa ne. Druge bi pa to lahko vznemirilo, razjezilo. Zato bodite v tej smeri pazljivi, previdni, da ljudem torej po korakih razložite to svojo strategijo, pa vas bodo potem mogoče bolj razumeli. Je pa drugače to dober tranzit za tiste ljudi, ki se ukvarjajo z psihiatrijo, psihoterapijo, davke, nekdo, ki dela v policiji, pogrebni zavodi, potem 8. hiša predstavlja tudi draguljarje, naprimer, torej ljudi, ki delajo z zemljo, torej ki kopljejo nekaj v zemlji. To je drugač dober tranzit za te ljudi. Torej, če delate na teh področjih, v davčnem uradu, v policiji, tam, kjer se neke stvari odkrivajo, razkrivajo, pa kjer so zadeve povezane s financami, potem boste ok. Če pa delate kje druge, bi bili pa lahko precej jezni in frustrirani. Torej, vedno pogledajte neko večjo sliko, zakaj se vam
stvari dogajajo in ne bodite toliko osredotočeni samo na malenkosti. Torej, kot sem rekla, zelo, zelo pazite na zdravje, ker kronične bolezni lahko pride v ospredje in boste to morali reševati, neke stvari spremeniti rutino, paziti na hrano, paziti se odvisnosti. Drugače bo pa ta tranzit pokazal, da stvari, ki vam povzročajo probleme in boste preko tega lahko doživeli neko pozitivno spremembo, in preko tega bi lahko tudi dobro zaslužili. Zdaj, če imate neko službo, kjer rešujete neke probleme in tukaj lahko, če boste naredili dober načrt, dobro strategijo, vam bo to prineslo tako neko pozitivno spremembo kot tudi prihodke. Rezultati bojo pa precej nepričakovani, torej, če boste naredili nek načrt, neko strategijo, jo predstavili drugim, kot sem že prej povedala, boste vi to razumeli, drugi mogoče malo slabše, ampak če boste po korakih razložili, bo potem večje razumevanje od ljudi, ki delajo z vami, to bo vas osebnostno spremenilo, morate pa paziti pri vaših čustvih, torej da vas ne zanese, da medtem, ko boste razlagali svojo strategijo, če nekdo ne bo razumel, da vas se ne razjezite, da vas to ne zanese preveč in da torej pazite tudi, kaj drugim govorite, da ne boste nestrpni. Torej, postopoma jim razložite stvar, po korakih, bodite strpni, če nekdo ne bo takoj razumel in potem skupaj sklenite nek dogovor. In tako boste prišli do prave rešitve in kot sem rekla, bi to vas lahko zelo spremenilo, vas in tudi druge. In boste mogoče začeli na stvari gledati drugače, zato ker 8. hiša je tudi naša podzavest. In bodo določene stvari, ki jih imate v podzavesti, prišle v ospredje, to je dober čas za to. Tako da mogoče tudi dober čas, da obiščete psihoterapeuta, psihiatra, nekega strokovnjaka, ki se ukvarja z psiho. Dober čas je to za to. Posebej, če imate kakšne težave, kronične za zdravje, ker vemo, da vedno kronične težave so dostikrat zaradi psihe, če ne vedno. No, potem imamo pa tukaj strelce. Torej, strelci, Venera je pri vas v 5. hiši, kar je to zelo, zelo dober tranzit za vas, torej čaka vas nek uspeh, mogoče boste naredili neko dobro promocijo, vaša kreativnost bo zelo na višku, torej imeli boste dobre ideje, kako narediti stvari. Posebej na poslu boste zelo uspešni, kreativni, to posebej velja za ljudi, ki se ukvarjajo mogoče s petjem, z igralništvom, potem z ljudmi, ki imajo stik z modo, z umetnostjo, glasbo. Torej, če ste pevec, igralec, pesnik, tudi influencer, torej tam, kjer izražate svojo kreativnost, tam bojo uspehi večji. Torej, lahko bi bili v tem času precej emocionalno navdahnjeni, ampak malo raztreseni, lahko bi se zelo zaljubili v nekoga, torej, da bi vas tudi do nekoga vezala velika strast, ampak pazite, torej, da ne boste potem padli na trdna tla, ker seveda ta rahu lahko privede tudi do kakšnih iluzij v ljubezenskem življenju. Torej, lahko bi spoznali koga iz tujine, ali pa bi spoznali nekoga, ki je povezan z tujino, ali pa s kakšnimi zaprtimi ustanovami. Torej, pazite v tem času na želodec, ker ta raztresenost bi lahko prinesla do tega, da boste bolj občutljivi, na solarni pleksus pazite, torej na želodec, na organe v želodcu in pa pazite pri vašem ravnanju, ker boste včasih, torej, ker boste tako kreativni in emocionalno zelo navdahnjeni, boste mogoče hoteli nekatere stvari prehitro narediti. Tukaj bi bilo dobro, da si naredite nek načrt, neko strategijo in potem delujete. In potem bo res ta vaša kreativnost, ta vaša ustvarjalnost lahko prišla do izraza. Pazite pa tudi pri investicijah, lahko bi bile prevare, pri investicijah, lahko bi se tukaj opekli, zato bodite res pazljivi v tem smislu. Je pa to tudi dober tranzit, če imate otroke, da z njimi počnete nekaj kreativnega, nekaj ustvarjalnega.
Torej, v tej smeri je to zelo dober tranzit, da z otroci počnete nekaj, kar tudi mogoče spodbuja njihovo kreativnost in ustvarjalnost. No, Mars je pa pri vas v 7. hiši, torej za strelce, torej Mars v 7., torej v dvojčkih, lahko prinaša neke stroške v financah, lahko povezavi z vašim partnerjem, lahko bi z njim odšli na kakšno potovanje v tujino, zelo bo v ospredju vaša podzavest, tudi vaše skrite želje v povezavi z ljubeznijo, s partnerstvom, in tukaj bi mogoče v povezavi z partnerjem lahko prišlo do kakšnih konfliktov, ker mogoče boste imeli občutek, da neke vaše želje se niso realizirale ali se pa ne realizirajo in bi to lahko prišlo na površje in bi to lahko partnerju izrekli z jezo. Zato bodite tukaj pazljivi in mu to povejte na nek tak način, da se ne bo čutil napadenega. Drugače je to za vaš čas rasti v poslu, ampak za partnerstvo, kot sem rekla, pa ni tako dober tranzit. Dostikrat boste v odnosih ali pa v partnerstvu kreirali nek problem, ki mogoče je majhen problem, ampak boste iz tega naredili velik problem. Zato tudi na splošno to ni čas za neka nova partnerstva, tudi poslovna ne, tudi ljubezenska. Tukaj bodite pazljivi, počakajte, da se bo Venera premaknila v Bika, potem boste mogoče imeli malo bolj jasno sliko. Torej, kot sem rekla, s partnerjem se ne zapletajte v spore, konflikte, bodite strpni, bodite pazljivi, kako mu rečete stvari, ker seveda boste ugotovili, da neke stvari v ljubezni ne delujejo, da vaše želje mogoče niso bile izpolnjene in se boste jezili. Torej, ne reagirajte na hitro. Je pa to dober čas, da sledite svojim strastem, torej to, kar si vi želite narediti, posebej v poslu. To je pa dober čas, zato ker boste pa zelo, zelo kreativni. No, potem smo pa tukaj že pri kozorogih. Torej, če imate luno v kozorogu, če imate sonce v kozorogu ali ste pa kozorog v ascendentu, potem je ta vaša Venera v 4. hiši, v vašem domu. V domu se boste dobro počutili, zelo vam bo ugodno, lahko bi mogoče se odločili v tem času za kakšne investicije v domu, za kakšno prenovo vašega doma. Lahko bi spremenili notranjost hiše, lahko bi pa tudi investirali, torej ne samo v dom, v spremembe v domu, ampak tudi mogoče v hišo, v neko nepremičnino, v avtomobil. Zdaj, bodite pazljivi pri pogodbah, če naprimer nekaj želite na novo kupiti, kakšno nepremičnino, potem bodite pri pogodbah pazljivi, ker bi lahko bila posredi kakšna prevara. Tako da preberite drobni tisk, ne hitite, pojdite po korakih, naredite si načrt in potem pojdite po korakih, vse preglejte in šele potem se odločite za nek nakup. Tudi pri avtomobilu to velja, ali pa za kakšen, torej nepremičnino, avtomobil, karkoli boste delali, tudi če boste dom prenavljali, pa boste neko omaro na novo kupili, tudi tukaj bodite torej previdni, pojdite po korakih, naredite si načrt in potem boste to dobro izpeljali. Bodite tudi bolj praktični, v domu vas lahko čaka tudi neka jeza, lahko bi se prepirali z mamo, naprimer, bodite do drugih odkriti, do družinskih članov, pazite pa tudi se kakšnih opojnih substanc, ker boste imeli to željo, da bi bili na hitro srečni, da bi pozabili na svoje probleme in bi lahko tudi posegali po nekih opojnih substancah, da bi pozabili na neke določene probleme, ker pa seveda nikoli ni rešitev. To bi vam seveda na dolgi rok lahko škodovalo, alkohol ali pa kakšne druge substance. Drugače boste pa imeli v tem času veliko možnost, da se predstavite drugim, torej možnost promocije, ampak nič ne jemljite za zagotovilo. Torej, nekateri ljudje bi vam lahko nekaj obljubili, pa mogoče tega to ne bodo mogli izpolniti. No, Mars je pa v dvojčki pri vas v 6. hiši, kar seveda spet kaže na neko prenovo v domu lahko. Drugače pa, torej 6. hiša so spori, konflikti, sovražnosti, zato se pazite, da se ne bi zapletali v kakšne spore z drugimi, ampak se bolj fokusirajte na se, na svoje življenje, na vaš notranji mir.
Zdaj, če ste zapleteni v nek pravni spor, mogoče ločitev, karkoli, tukaj bodite pravični, tekmujte pravično. Torej, ne se mogoče posluževati nekih nepravičnih zadev, podtalnih zadev, ampak poskušajte biti pravični, disciplinirani in potem boste doživeli uspeh. Če boste pa želeli, oziroma če boste pa tukaj delovali nepošteno, potem pa ne boste doživeli tukaj uspeha. Drugi vas bodo želeli na nek način premagati, temu se lahko uprete in zmagate. Na poslu vas čakajo spremembe tudi pri sodelavcih, ampak v neki stvari, mogoče v nekem sporu, boste išli kot zmagovalci. Tako da se ne bojte. Pazite se poškodbe v tem času, pazite na svoje zdravje, ker bi bili lahko nestrpni, hitri, prenagljeni in bi to tudi lahko vplivalo na vaše zdravje. Tako da tukaj bodite pazljivi in pa seveda za vsako stvar, posebej, če ste v kakšnem pravnem poslu, če se ločujete, če je karkoli takega v igri, tukaj si vedno naredite načrt, strategijo in pojdite po korakih in potem boste uspešni. Vse papirje uredite pravočasno in kot sem rekla, delujte pravično, torej ne bodite prehitri, ne bodite nepošteni, lahko bi prišlo do kakšnih nepredvidljivih zapletov tukaj, ampak boste vse rešili, če boste imeli načrt, če boste delovali postopoma in po korakih. No, potem smo pa tukaj že pri vodnarjih, torej če imate luno v vodnarju, če ste v ascendentu vodnar, ali pa če imate sonce v vodnarju, torej kaj pa vas čaka? Torej, vaša Venera je v 3. hiši, kar vam lahko prinese več stikov z drugimi ljudmi, sosedi, znanci, prijatelji. Potegnilo vas bo na neka krajša potovanja lahko, torej z ljudmi, ki so vam blizu, lahko boste pa sami šli na neke počitnice. Odnosi se vam bodo zboljšali, posebej, če imate mlajšo sestro. Potem tudi boljši odnosi s prijatelji in znanci. Pazite se, da ne boste pri poslu šli v neko smer, ker vas bo strastno potegnilo nekaj, ampak mogoče bo ta smer za vas nepraktična, torej neuresničljiva. In tukaj v tej smeri mogoče bodite malo pazljivi, tudi glede drugih stvari, če je na primer ta smer, v katero želite iti, povezana z nekim stanovanjem, hišo, pazite torej, v katero smer greste. Torej, če je to povezavi s stanovanjem, hišo, če se boste želeli preseliti, pazite v odnosu s sosedi, prijatelji, z drugimi ljudmi, ki so mogoče na nek način s to hišo, stanovanjem povezani, in pazite, v katero smer greste. Vedno prej naredite načrt, pretehtajte korake in potem šele delujte, ker bi mogoče lahko šli v neko smer, ki vam ne bo prinesla rezultatov. Zato prej premislite, česa se boste lotili, kako se boste lotili, naredite načrt, neko dobro strategijo in potem pojdite šele v neko smer, ko boste že prej mogoče vedeli, kaj bi vam ta smer lahko prinesla. Ker to je lahko čas, ko izgubite kontrolo tudi pri govoru, zato pazite, kaj ljudem govorite. Svetuje se, da več poslušate, manj govorite in da tudi se vam svetuje, da ne sledite vsem nasvetov, ki vam ga bojo dali drugi ljudje, ker nekateri nasveti ne bojo dobri in vas bojo potisnili v neke smeri, ki za vas ne bojo dobre. Zato bodite tukaj pazljivi. Torej, lahko izgubite fokus in pravo smer v tem času. Zato vam bo res koristilo, da naredite nek načrt, dobro strategijo in potem greste v tisto smer, za katero veste, da je za vas dobra. Torej, zelo pazite, kaj vam drugi ljudje govorijo, ker vam mogoče ne bojo dobro svetovali. Potem tudi se izogibajte opojnim substancam, kajenju, torej ni to v redu. Torej, ta Mars v dvojčki, v 5, torej zelo bi bilo dobro, da glede te smeri, v katero hočete iti, da naredite nek načrt, ki ga zapišete in greste potem po korakih.
torej, da greste torej po korakih, drugače boste pogumni, boste uspešni v tem, česar se boste lotili, tudi pri nekih spremembah boste zelo uspešni, imeli boste tudi več energije, da naredite neko spremembo v svojem življenju in to bo seveda verjetno povezano z nekim stanovanjem, lahko vašim domom, hišo, ampak seveda, kot sem rekla, bodite pazljivi, v katero smer greste. Ta Mars je zelo pomemben za vašo kariero, predvsem je pomemben za to, kako vas drugi gledajo, spoštovanje, ki ga vam izražajo. V tem času boste od ljudi izvedeli več, torej skrite stvari bojo prišle na plano in boste to lahko tudi popravili potem in seveda boste imeli možnost, da naredite neke dobre načrte, boljšo strategijo, kot ste imeli do zdaj in to vas bo potem tudi pripeljalo do tiste prave smeri, v katero boste šli. Boste pa na tej poti zelo negotovi, bali se boste neuspeha, bali se boste napak, ampak tukaj ne bodite toliko usmerjeni v neke, bom rekla, podrobnosti, ampak glejte širšo sliko. Lahko, da boste tudi precej neracionalni glede otrok, tukaj pazite v govoru, da ne boste prehitro izrekli stvari v jezi, posebej do otrok. Pač vi boste hoteli predstaviti nek svoj vidik, ampak zelo dobro bi bilo, da tudi razmislite, če to vi živite, ker veste, da otroci se učijo zgledom. Torej, če boste od otrok kaj zahtevali, potem zahtevajte tisto, kar tudi vi živite, kar tudi vi predstavljate. Torej, ne zahtevajte nekih iracionalnih stvari ali pa stvari, ki jih vi drugače ne delate, potem jih pa od otrok zahtevajte, ker bodo se otroci uprli in tega ne bojo hoteli narediti. Torej, v tem času boste želeli tudi več ljubezni, ampak tukaj pazite se nepremišljenosti, da se ne bi zapletli z nekom preveč hitro. Ne bodite prehitri, pojdite po korakih, počasi, tudi če vam je nekdo všeč, ne zapletajte se prehitro v neko vezo, ker vam ne bo v redu. Zelo, zelo dobro za vas bi bilo, da drugim darujete rdeče predmete ali pa rdeče rože, rdečo vrtnico, na primer, posebej ljudem, ki so v uniformi in bo potem to energijo to pač malo zmanjšalo, ker imate kar težko energijo. Pazite tudi na želodec, na notranje organe v trebuhu, ker bi to vse lahko pri vas povzročilo tudi nemir, tako da pazite. No, potem smo pa še pri ribah, zadnjih ribicah, ampak seveda ne v resnici to zadnjih, torej pač zadnjo znamenje v zodiaku. Torej, če imate luno v ribah, ste v ascendentu riba ali imate sonce v ribi, torej Venera je v vaši drugi hiši in vam prinaša več ljubezni, več harmonije, miru v družini. Je pa res, da se boste morali v družinski situaciji soočiti z nekimi stvarmi, ki pa so vas mogoče v preteklosti vznemirjale in stvarmi, s katerimi se prej niste soočili, pa boste zdaj nekako prisiljeni, da se z njimi boste soočili, da boste to tudi skomunicirali. Ker bojo prišli k vam drugi ljudje, bratje, sestre, sosedi, znanci, bojo prihajali k vam, bojo v stiku z vašo družino in nek problem, ki se je mogoče v preteklosti pojavil, pa ga nekako niste želeli rešiti, ga boste nekako prisiljeni zdaj reševati. Torej, zelo dobro bi bilo, da ga rešite v tem času. Torej, bo neka negotovost v družini, tukaj se kontrolirajte in stvari boste speljali dobro, upoštevajte intelekt, bodite previdni v govoru, torej kaj govorite, kako govorite, da ne boste prehitri, posebej v odnosu do bratov, sester, pazite na govor, torej da ne boste rekli nekaj, kar bi nekoga prizadelo. Potem vam prihaja torej, v tem času tudi denar, torej imeli boste več denarja, več prihodkov. Zagotovo se vam povečajo prihodki, bodite pa glede tega denarja bolj praktični, naredite si načrt, zato da ga boste tudi dobro porabili oziroma da ga boste lahko nekaj tudi privarčevali, da ne boste vse zapravili.
vam pa zagotovo prihaja, torej to je dober tranzit za vaše prihodke. Torej, naredite si načrt za finance za naprej, pazite pa tudi v tem času, kaj jeste, torej pazite se sladkarij predvsem. Pa govora, torej v komunikaciji morate biti pa tudi pazljivi. No, vaš Mars, torej Mars je šel v vašo 4. hišo, v dvojčke, torej v vašo hišo samozavesti, matere, miru v srcu. Torej, to je zelo, zelo dober čas, če nekaj v domu prenavljate. Malo boste glede tega nestrpni, mogoče nemirni, ampak se bo vse dobro končalo. To je tudi dober čas torej, za preselitev, torej, kot sem rekla, prenovitev doma, preselitev, tudi za iskanje partnerja, če ste samski. Drugače pa, če ste vezani, se pa morate paziti sporov med vašo mamo in vašim partnerjem. Tukaj bi bili lahko pa kakšni konflikti, če ste poročeni. Lahko boste mogoče tudi nestrpni, anksiozni v zvezi z nekimi stvarmi, ki se bojo dogajale v domu, torej če je to na primer prenovitev doma, ampak kot sem že prej rekla, se bo to dobro končalo, zato torej se ne skrbite, naredite si dober načrt, po korakih dobro planirajte, naredite si dobro strategijo in potem se bojo stvari dobro izpeljale. Torej, če boste imeli načrt, če boste pazljivi, strpni, potem se bojo torej stvari zelo, zelo dobro izpeljale v domu. Torej, kot sem rekla, glede denarja je tudi ta Mars zelo dober tranzit, ker vam denar prihaja, več prihodkov bo, ampak ti prihodki bojo prišli na način, oziroma bojo prišli, če boste stopili iz vaše cone udobja, če boste iskali nove vire zaslužkov, če se boste na nek način spremenili, potem bo tudi do vas prišlo več denarja. Drugače pa sicer denar bo pritekal, ampak ne mogoče toliko, kot bi pričakovali. Potem bo tudi glede ljubezni, boste morali iz neke cone udobja, če boste želeli dobiti, če ste samski, pa bi želeli nekega novega partnerja, boste tudi morali iz cone udobja. In potem boste seveda, bo pač uspeh, drugače ga pa ne bo, ne. Potem je to dober čas tudi, da če želite kupiti nov avto, tudi dober čas za nakup nepremičnine. Če pa imate torej posel povezan z avtomobili ali pa nepremičninami, vam bo pa v tem času šlo zelo, zelo dobro. Boste uspešni, lahko bi sklenili nek dolg dogovor, novo partnerstvo. Torej, zelo, zelo dobro vam pa kaže glede denarja in prihodkov, torej za ribe je to, torej sta oba ta tranzita, tako Venera v 2. kot Mars v dvojčki v 4., torej dobra za finance, za prihodke. No, to je za danes vse za vsa znamenja, lepo vas pozdravljam in vam želim lep dan še naprej.